Kozolci veljajo za slovensko posebnost, od nekdaj pa so tudi prizorišče druženja in povezovanja. To tradicijo negujejo tudi v prvem muzeju na prostem s kozolci na svetu, deželi kozolcev v Šentrupertu, kjer so pripravili likovni tabor imenovan Umetnije med kozolci. Pred leti je vaš župan na Brdu predstavljal občino. Jaz sem bil pa avtor Zlatega kamna, ki ga dobijo najboljša občina. In me je tako navdušil za svoje promocije, da sem takoj pritekel dol pogledati, če je to res tako, pa še lepše, kot je on predstavljal. No in sem pa tudi dal idejo, da je bila tle kolonija oziroma delno srečanje pod kozolci in so vsi kolegi, ki sem jih pripeljal, zelo, zelo navdušeni. Jaz upam, da ni to zdaj samo prvič kot projektno delovno tako srečanje, ampak da bi se to še kdaj ponavljalo. Poleg Kovačiča so se taboru pridružili še akademski slikarji Veljko Toman, Igor Banfi, Rado Jerič in Franc Golob. Za tako delo je prav, da so kolegi ali pa da podobno, ne pa enako razmišljajo. In tle se mi zdi to najbolj fino, ker smo tudi slogovno tako različni, da pokrivamo od skoraj realizma pa do roba abstrakcije. No in pa vsi, ki so tle v tem ambientu, doživijo toliko vsega, da tudi svoj jezik ne zatajijo, obenem pa vnesejo elemente, ki so tle prisotni. Tabor je bil tako namenjen promociji njihovega dela, hkrati pa so želeli animirati mlajše ustvarjalce. Mladi so bili naučili preprosto enostavnega gledanja, pa prenos to, kar vidi, da ni treba prenašati čisto fotografsko, ampak da lahko z svojimi besedami, z svojim potezem pove to, kar vidi in doživlja. Tle ne bo zelo svobodno. Prosto, da nimamo nekih šablon ali pa nekih, takih receptov, ampak prosto. Akademske slikarje je med drugim obiskalo okrog 20 šestošolcev, ki so tako lahko živo videli, kako nastaja umetniško delo. Zelo rada rišem in ustvarjam na likovnem področju pa to. Sem prišla s svojimi sošolkami, da bomo malo ustvarjale z umetniki in akademiki. Zelo mi je zanimivo, ker nam je gospod pokazal, kako se slika, kako on to naredi pa to. Ja, najprej je kakor skico naredil, pa po barvo pa to. In potem čisto drugače pride, kakor je na začetku. Slikati so poskusili tudi sami. Lana Zidar se je kot prva opogumila in poskusila nadaljevati Kovačičevo delo. Na začetku je bilo malo težje, zdaj sem se pa že malo navadila, je pa lažje. S pomočjo likovnega tabora se lahko mladi veliko naučijo, menijo na šoli. Jasno, da smo mi takoj za, ker učenci največ pridobijo na nekem takem praktičnem delu, drugače so navajeni, nikoli ne vidijo recimo slike v galeriji, v muzeju, ne vidijo pa, kako nastajajo. In to se mi zdi, da bo taka priložnost, da vidijo likovne ustvarjalce pri delu. Stik, ki ga tle dobijo drugačen, če ga v galerijo. Tam so stvari selekcionirane, potem so na poseben način pripravljene po raznih kriterijih, tle pa prosto in neposredno, ker si pa samo ustvarja sliko in podobo in s tako tudi on vstopi v hišo, bodi si v muzej ali pa v galerijo. Otroci imajo vedno prav, bolj kot mi. Mi smo obremenjeni z raznimi šablonami, dogmami, potem na nas pritiska bodi si medij ali kritika ali tudi naročnik. Otrok je pa prost. Njegova želja se zlije in govori v elementarnem otroškem jeziku. Zato so imeli na taboru prosto pot tudi pri tehnikah. Jasno, najbolj preprosta je za otroke je akvarel pa barvni svinčnik, ker ne zahteva nobenih posebnih priprav. Če pa ima naše materiale, pa mora biti bolj pripravljen. To se tudi lahko zamaže ali pa karkoli. To se hitro suši, je treba hitro ukrepati, pa tudi orodje pripravljati. Sam se je lotil slikanja kozolcev. Meni odgovarja ta kmečka arhitektura zelo, enim bolj pokrajna, karkoli je tle, je vse skupaj izjemno lepo. Vsak pa ima jasen svoj odnos ali pa svoje podobe, ki jih tle išče in najde. Jaz bi tle par kozolcev, sem tudi že avtor telegrafične mape, ki tle obstoja, ampak bi pa še detalje izven tega kompleksa poiskal. Tisto, kar je naravno in je prepuščeno propadanju in se rešuje z zadnjimi močmi. To bi nekako zabeležil. Tabor je trajal 3 dni, sklenili pa so ga z razstavo izdelkov.